Dobar dan, želim vsem izbranim na tiskovni konferenci po 114. seji Vlade Republike Slovenije, ki je tudi zadnja v letošnjem letu. Upam, da jutro ne bo, vsaj na dnevnem redu vi. Najprej sem povabil za mikrofon ministra za kmetijstvo Dejana Židana, ki sicer bolj redko z nami, ampak takrat z razlogom. Tokrat bo predstavil predlog zakona o promociji kmetijskih, oziroma zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki ga je vlada danes sprejela. Minister, izvoli. Hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Danes je za področje prehrane pomemben datum, saj je vlada sprejela predlog zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki ureja to promocijo v skladu z predpisi Evropske unije in po vzoru nekaterih drugih evropskih držav. Mi smo se tukaj zgledovali po najbolj uspešnih primerih znotraj Evropske unije, ti so Avstrija, Nemčija, Irska in Francija. Ta zakon je potreben, marsikatera evropska država ga je že sprejela pred vstopom v Evropsko unijo, pri nas poizkusi po sprejetju potekajo več kot 10 let, vendar je to tipičen zakon, ki zahteva uskladitev z nevladnimi organizacijami. To v preteklih letih ni bilo možno, sedaj pa smo to uskladitev dosegli. Zakon je podprl Svet za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije pri kmetijskem ministrstvu. Mogoče kot na kratko povem, ta zakon pokriva zelo pomembno področje. Pokriva dejavnost več kot 74 tisoč kmetij v Sloveniji, pokriva dejavnost več kot 400 podjetij, ki zaposlujejo skoraj 14 tisoč zaposlencev v Sloveniji in dodatno 5 tisoč zaposlenih na področju proizvodnje hrane pri obrtnikih. Preko tega zakona dobivamo neko infrastrukturo za aktivnosti in za dejavnost na področju promocije, medtem ko obseg financiranja in vsebina promocije pa je odvisna od posameznih sektorjev. Zakon govori o dveh vrstah promocije. Prva promocija je splošna ali ustaljen izraz, to je generična, in v promociji shem kakovosti in prostovoljnih označb. Razmerje med njima je nekje približno po tem zakonu 25%, 75%. V zakon so v skladu z dogovori z nevladnimi organizacijami vključeni naslednji sektori, to je sektor mleko, meso, krušna žita, sadje, vrtnine, grozdje za vino in oljke ter med. Samo načrtovanje promocije poteka v dveh korakih, imamo 6-letni strateški načrt in 3-letni izvedbeni. Financiranje promocije je pa naslednje. Svoj prispevek zbirajo tako kmetijski proizvajalci, kakor tudi živilsko-predelovalna podjetja v razmerju pol-pol, dodatno pa 50% vse sredstev zagotovi država. Povedati moram, da smo na posebni proračunski postavki kmetijskega ministrstva že zagotovili 1,5 milijona evrov tako za leto 2010, kakor tudi leto 2012. Glavni organ promocije hrane v Sloveniji je Svet za promocijo, ki je sestavljen nekje tako, kakor poteka tudi financiranje. Prisotna je vlada preko Ministrstva za kmetijstvo z 2 članoma. Primarni proizvajalci kmetijskih proizvodov imamo 3, 2 od teh sta iz strani Kmetijsko-gozdarske zbornice in 1 iz strani Zadružne zveze Slovenije in 3 predstavniki živilsko-predelovalne industrije. Najpomembnejše aktivnosti promocije so oglaševanje v medijih, promocijske prireditve, razstave, sejme in podobno, trženjsko upravljanje in tržne analize. Torej, najpomembnejši organ promocije je Svet za promocijo. Ta določa sektorje, kjer se promocija izvaja, višino prispevka, imenuje strokovne skupine, ki odločajo o operativnih akcijah in dejansko odločajo o vseh ostalih pomembnih zadevah. Naš cilj je, da po sprejetju zakona v državnem zboru organe usposobimo v roku 6 mesecev in da začnemo z promocijo. Verjetno bo ugotovitev, da za promocijo pričenjamo pozno, vendar odgovor je nasleden, res je, da je pozno, vendar boljše pozno kot prepozno. Z tem zakonom, ki bo uredil promocijo slovenske hrane na sistematičen način, bo omogočeno sistematično komuniciranje med slovensko proizvodnjo hrane in potrošnikom, torej sistematično informiranje, ki bo na podlagi realnih argumentov o visoki kakovosti slovenske hrane izgradilo zaupanje, posledica tega je pa lojalnost. Hvala. Hvala, minister. Kakšno vprašanje za to temo? Ja, prosim. Dan, Lijana Buršič, Radio Slovenija.
Konec minulega tedna je kmetijsko ministrstvo kmetijam izplačalo 3,8 milijona evrov pomoči ob finančni pa gospodarski krizi. Pa me zanima, kdo so prejemniki te pomoči in pa ali so med njimi tudi tisti, ki so letos že prejeli pomoč po ukrepu de minimis. Ja. Ta pomoč, ki smo letos izpeljali, je tretji intervencijski ukrep. Prvi intervencijski ukrep v vrednosti 3,2 milijona evrov je bil kot intervencija mlečnemu sektorju, bil izpeljan na polovici tega leta. 29. novembra tega leta smo izpeljali intervencijsko pomoč 1,2 milijona evrov prašičerejskemu sektorju in generalno pomoč kmetijskemu sektorju 3,8 milijona evrov za slovenskim denarjem pa 26. decembra tega leta. Ta pomoč je bila ugotovljena glede na izgubo na posamezno gospodarstvo preko statističnega modela in mi smo povrnili 15% izgube. V sam ukrep je pa bilo zajeto nekaj manj kot 2100 kmetij. V redu, kakšno vprašanje? V redu, minister. Te pa, gospe in gospodje, dovolite vse lepo v letu 2011 in da bi imeli čim več stika za kvalitetno slovensko hrano. Hvala za zasedanje. Zdaj pa vabim za mikrofon ministra za delo Ivana Svetlika, ki je bil letos med najbolj obremenjenimi ministri, ampak to ni mu preprečilo, da ne bi na zadnji seji vlade prav po Stahanovsko imel še 3 zelo težke teme, in sicer zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, zakon o zaposlovanju in delu tujcev ter predlog strategije ekonomskih migracij 2010-2020. Minister, izvolite. Lep dober dan. Torej, upam, da ne boste rekli, da verjamemo v to, da količina prerašča v kakovost, ampak da boste verjeli, da je tudi vse, kar napravimo, kakovostno. Najprej o zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Ta zakon prinaša kar nekaj novih omejitev tega pojava. Omejuje se sosedska pomoč, ki bo prepovedana v primerih, kadar je delo vezano na dejavnost pravne osebe ali samozaposlene osebe, ter v primerih opravljanja dela na nepremičninah in premičninah, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Druga omejitev je omejitev dela v lastni režiji na nepremičnine v lasti ali najemu, se pravi, ne moremo na drugih nepremičninah tega dela opravljati. Tretja omejitev je omejitev osebnega dopolnilnega dela z letnim dohodkom v višini do 6000 evrov in ne sme se opravljati pri pravnih osebah in samozaposlenih osebah. In še četrta omejitev, to je omejitev kratkotrajnega dela, in sicer na 40 ur za vsako posamezno pravno osebo oziroma za delodajalca, ne pa več za posameznika, kot je bilo to doslej. Druga novost tega zakona je novost, kar zadeva delovanje nadzornih organov. Novi organ, ki ga vključujemo v nadziranje tega pojava, je Carinska uprava Republike Slovenije. Poleg tega bodo pa nadzorni organi imeli po novem tudi več pristojnosti, med drugim bodo lahko izdajali odločbe o prepovedi dejavnosti na področjih, za katere so pristojni. Tretji sklop novosti se pa nanaša na sankcije, ki se zaostrujejo in se dodaja tudi nekatere nove. Nova sankcija je recimo to, da bo moral delodajalec, ki bo zaloten, da ima nekoga zaposlenega oziroma da dela pri njem na črno, poleg tega, da mu mora dati odločbo o zaposlitvi za nedoločen čas, mora poravnati tudi stroške iz tega naslova za 3 mesece nazaj. Druga taka sankcija je, da lahko inšpektor odvzame predmete, s katerimi je bilo opravljeno delo na črno, in da po novem bo mogoče odvzeti tudi premoženjsko korist, dobljeno iz tega naslova. Potem je sankcija, torej v splošnem se globe povečujejo, predvsej v odnosu na tiste najnižje, kot so bile doslej predpisane. Dodane so sankcije za oglaševalske agencije, ki posredujejo delo na črno na takšen način, tudi za vse medije to seveda velja, če to počnejo. Tudi študentsko delo bo strože sankcionirano, če bo šlo seveda za študentsko delo, ki je nedovoljeno preko lažne napotnice ali seveda celo brez nje. In za ponavljajoče kršitve se povečujejo sankcije tudi za 3-kratnik osnovne sankcije, tako da bodo te sankcije, ki so v glavnem finančne,
precej večje. To je pravzaprav en instrument, ki ga predlagamo, ki smo ga pripravili zaradi tega, da bi omejili ta pojav. Ni pa seveda edini, ki ga vlada pripravlja. Vlada ima tudi imenovano medresorsko skupino, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarstvo in bo pripravila dodatne ukrepe za omejevanje sive ekonomije. No, drugi naš zakon, ki smo ga danes sprejeli, je zakon o delu in zaposlovanju tujcev, kjer gre v glavnem za dve večji spremembi, to je zaostrovanje pogojev za zaposlovanje tujcev, kar zadeva delodajalce, in pa na drugi strani za olajševanje zaposlovanja, kar zadeva posameznike. Tako bodo strožji pogoji za izdajo dovoljenja za delo za zastopnika gospodarske družbe, kot so bili doslej. Ta se bo moral izkazati, da ima ustrezno kapitalsko osnovo za svojo dejavnost, da ima ustrezno dejavnost da jo zares izvaja, ne bo pa zadostli samo poštni predal. Podana je tudi pravna podlaga za to, da bomo lahko sprejeli minimalne bivanjske in higienske standarde za tuje delavce, kar je bil doslej vse skozi problem, in namere, da bi to področje uredile, so bile neuspešne. Zdaj bomo pa ustrezno zakonsko podlago za to dobili. Lažji bodo pogoji za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo 3 let, kot doslej. Posameznik bo hitreje lahko do takega dovoljenja prišel. Potem je treba omeniti še, da bo pri podaljševanju dovoljenja za zaposlitev se bo preverjalo, ali je delodajalec predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste in ali je poravnal vse davke in prispevke, in šele na tej podlagi bo lahko obnavljal tudi dovoljenja za zaposlovanje tujcev. Ukinjamo sezonsko delo v gostinstvu, turizmu in v gradbeništvu, kar je bilo v obstoječem zakonu omogočeno, in ne nazadnje urejamo tudi izdajo soglasja k modri karti Evropske unije v primeru visoko kvalificirane zaposlitve. Gre za to, da bodo na tak način olajšan prehod visoko kvalificirane delovne sile znotraj Evropske unije. Pri nas pa bomo na tak način prišli do enotnega postopka za dovoljenja za bivanje in zaposlitev tujca v Republiki Slovenije, ko gre za visoko kvalificirano delovno silo. To so bistvene novosti tega zakona. In še tretja novost je pa strategija ekonomskih migracij za naslednjih 10 let, ki jo sprejemamo z namenom, da bi se odzvali na dolgoročno poslabševanje demografske strukture prebivalstva in pa tudi zato, da bi migracije lahko obravnavali kot pomemben razvojni dejavnik. Torej gre za to, da bi zasledujemo 3 cilje: zagotavljanje priseljevanja, ki bo blažilo učinke zmanjševanja delovno sposobnega in delovno aktivnega prebivalstva, in pa tudi zmanjševali naj bi na tak način te kratkoročne primanjkljaje na trgu dela. Drugi cilj je spodbujanje priseljevanja, ki naj bi povečalo inovacijsko in podjetniško aktivnost, ohranjalo oziroma spodbujali konkurenčnost gospodarstva in povečevalo obseg človeških virov. In tretji cilj je zagotavljanje pridobivanja delovnih izkušenj domače delovne sile v tujini, torej zmanjševanje bega možganov s spodbujanjem kroženja strokovnjakov med državami. Ta strategija vsebuje tudi konkretne ukrepe, tudi akcijski načrt. Med temi ukrepi bi omenjal recimo posebej promoviranje podjetništva priseljencev, priznavanje in vrednotenje v tujini pridobljenega znanja, spodbujanje mobilnosti in priseljevanja raziskovalcev in študentov, zmanjševanje tveganja bega možganov, spodbujanje vračanja slovenskih izseljencev iz tujine in pridobivanje njihovih delovnih izkušenj, promocijo Slovenije kot privlačnega dejavnika za ekonomske migracije, zagotavljanje pravic in delovne integracije migrantov in podobni ukrepi. S celo vrsto konkretnih aktivnosti so v tej strategiji navedeni. No in na koncu, če dovolite, bi se odzval še na
aktualni poziv sindikatov za zbiranje podpisov za razpis referenduma o malem delu, kjer sindikati ponovno poudarjajo, da naj bi ta zakon zniževal pravice delavcev, da naj bi pomenil pritisk na zniževanje plač in pa da naj bi pomenil oteževanje zaposlovanja. No, naj navedem še enkrat, da ta zakon deluje dejansko prav v nasprotni smeri. Namreč gre za to, da obstoječe študentsko delo, ki je primer tovrstnega dela, preoblikujemo v malo delo z bistveno več pravicami za vse, ki bodo to delo upravljali, kot ga danes študentsko delo ima. Študentsko delo je dejansko pri nas in v evropskem okviru edina taka oblika, ki pomeni povsem brezpravno obliko dela, brez vsake pravice, razen dohodka, ki ga posameznik prejme, včasih pa tudi ne. Se pravi, vsi tisti, ki danes upravljajo to delo, bodo s prehodom na malo delo imeli precej več pravic oziroma bodo imeli določene pravice, ki ustrezajo temu malemu delu, medtem ko danes nimajo nobene. Drugič, kar zadeva očitek, da gre za pritisk na zniževanje plač, je treba povedati, da danes študentsko delo v ničemer ni regulirano v tem pogledu, lahko se upravlja to delo za vsako plačilo, kakršnokoli plačilo, medtem ko zakon o malem delu uvaja institut minimalne urne postavke, ki je ustrezen minimalni plači, tako da je zaščitena minimalna plača skozi zakon o malem delu za razliko od obstoječih rešitev danes. In še koliko bo pomenilo to konkurenco rednemu zaposlovanju, naj navedem podatek, da današnje študentsko delo predstavlja okoli 30 tisoč delovnih mest, ki jih na tak način danes ne moremo ponuditi. Medtem ko bi seveda z prehodom na malo delo del tega dela se preoblikoval v redne zaposlitve, del bi bil pa seveda še zmeraj v obliki teh fleksibilnih oblik, kot jih malo delo predstavlja, pa vendar z večjimi pravicami, kot jih danes študentsko delo predstavlja. Tako da se nam zdijo ti argumenti ponovno, sicer ponovljeni, pa vendarle povsem neutemeljeni. Redu. Hvala, minister, za to izčrpno poročilo. Zdaj pa vprašanje še, Erika, izvoli. Erika Pečnik, POP TV. 3 vprašanja imam za vas, gospod minister, glede teh sankcij delo na črno. Ne? Se pravi, ko boste ugotovili, da nekdo dela na črno, kako ga boste prisilili, da od zdaj naprej podpiše pogodbo za nedoločen čas s tem delavcem, in kako boste dokazovali, da je tudi prejšnje 3 mesece delal na črno, da bo zdaj to za nazaj plačal. Kaj recimo, če bo to podjetje potem šlo v stečaj, ne? In če bo ta direktor, lastnik tega podjetja, to podjetje zaprl in potem odprl enega drugega, ne? In mu tako ne bo treba recimo podpisati pogodbe s tem delavcem naprej, bo rekel, da ga ne rabi več. To sta te 2 vprašanji, pa kako bodo cariniki nadzirali. To je 3. vprašanje. Pa samo še eno ne iz področja, kako boste silvestrovali. To pa za kolega, ki dela prispevek. Hvala. Hvala lepa. Lejte, zakon določa, da ko je zaloten delodajalec, ki zaposluje nekoga na črno, mu mora izdati pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in plačati za 3 mesece nazaj ustrezne dajatve, se pravi plačo in ustrezne prispevke. Zdaj, ali ga bo to spravljalo v še večje težave, kot sicer morda v težavah je, to je vprašanje, s katerim se ta zakon ne ukvarja. Želi pa sankcionirati seveda taka stanja, ko se izkorišča delo na črno. Zdaj, možni so pa seveda vsi mogoči scenariji potem v tem primeru, ko bo pač inšpektor prišel na mesto in ugotovil tako prakso, ki je zakonsko nedopustna.
Imamo ustrezne nadzorne organe, imamo ustrezno tudi potem zakonsko proceduro oziroma tudi sodišča, kamor se da potem prijava, da vršijo izterjave. Tako da usoda podjetja je pa seveda v rokah predvsem delodajalca in on mora presoditi, ali se mu potem taka praksa, da tako rečemo, obrestuje ali ne. Želimo zakonom iti v smeri prepričevanja delodajalcev, da se jim to ne izplača in da se jim bo dosti manj izplačalo, kot se jim je doslej. Zdaj, carina je predvidena kot tisti organ, ki bo predvsem nadziral delo na črno, se pravi, bo iskal vse primere posameznikov, ko izvajajo dejavnost, ne da bi jo prijavljali. To je predvsem njena naloga. Vključevala se bo takoj, ko bo zakon sprejet, s tem, ko se pa predvideva sproščanje človeških virov na področju carinske uprave, se bo pa seveda lahko ta dejavnost še dodatno okrepila. Tako je zdaj nadalje predvideno. Bodo se pa uradniki oziroma uslužbenci carinske uprave vključevali že takoj po sprejetju zakona v to dejavnost. Silvestrovanje? Silvestrovanje bo pa verjetno kar doma. Ja? Ja. Ne bomo nič dokazovali, ker zakon določa, da nekdo plača ne glede na to, kdaj je posameznik začel to delo upravljati, mora plačati za 3 mesece vse, kar bi iz delovnega razmerja izhajalo, se pravi plačo in prispevke. Ja, izvoli. Zanima bolj podrobno, če ste lahko pri sosedskem delu. Kaj bo potem takem sploh dovoljeno, glede na to, da kot gledamo tlele delo v lastni režiji na nepremičninah lasti ali najemu, bo tudi omejeno samo na sorodstvo in ti tudi ne boš mogel potem takem sosedu pomagati delati karkoli do hiši. Kaj bo dovoljeno? Ne vem, nekdo, ki je frizer, mene ne bo smel priti v striž za ston. Ali zidar ne bo mogel delati nikjer drugje brez pogodbe tudi pri svojem sosedu. Če bi vprašali obrtno zbornico Slovenije, bi vam zelo močno in z aplavzom potrdila, da pravilno razmišljate. Kaj bo dovoljeno? Dovoljeno bo torej opravljati dela z lastnimi sredstvi, na lastnih premičninah in seveda tukaj se bo lahko ta medčloveška, da tako rečem, pomoč vršila v krogu ožje sorodstvene mreže. Sosedska pomoč je v določenih primerih, kot rečeno, omogočena. Ja, če nekdo je frizer, kot ste poprej omenila, ne more tega deklarirati kot sosedsko pomoč za svojega soseda. Zdaj pa, če kdo vrši te storitve, ne da bi bil v tej dejavnosti sam, je pa to seveda lahko tudi sosedska pomoč. No, s tem se bo ukvarjala inšpekcijska služba, zelo težko bo nadzirati, tako kot je tudi doslej že to področje. Predvsem je bistvena omejitev v tem, da ni mogoče vstopati v zasebni prostor posameznika, tudi ne v stanovanja, v to okolje. Možno je pa seveda nadzirati, tako kot se nadzira sicer pri inšpekciji gibanje posameznikov med lokali in na javnem prostoru. To ne izključuje solidarnosti. Erika, izvoli. Erika Rapavš-Dela, jaz bi vas vprašala dvoje in sicer glede tega dela na črno preprečevanje, kakšne bodo po novem globe, omenili se, da bodo višje, pa še glede pokojninske reforme oziroma referenduma bi rada vaš komentar oziroma še konkretno vprašanje, kdaj lahko pričakujemo odločitev Ustavnega sodišča, približno, se vem, da ni možno natančno. No, globe, kot rečeno, so že zdaj predvidene v določenem razponu. Praksa je pokazala, da so se te globe predvsem uporabljale v tistem nižjem, da tako rečem, nižjih razredih, torej če je bila globa od recimo 1000 do 5000, je bila večkrat izrečena najnižja možna kot najvišja, zdaj te možnosti ni več in nove globe so praviloma blizu temu, kar so bile zdaj najvišje globe, kot najvišje globe postavljene.
pač v odvisnosti od tega, ali gre za posameznika, ali gre za pravno osebo in seveda tudi od velikosti pravne osebe. Torej, čim večje je podjetje, tem večje so potem tudi globe, tako za podjetje, kot za odgovorno osebo, kot za posameznika, ki to delo na črno opravlja. Zdaj, kaj pa zadeva vprašanje pokojninske reforme, trenutno pripravljamo vlogo za presojo na Ustavnem sodišču, ki bo v prihodnjem tednu že obravnavana na ustreznih parlamentarnih telesih in verjamem tudi kmalu tudi sprejeta na seji Državnega zbora in poslana potem v presojo Ustavnemu sodišču. Težko je pa reči, kako hitro bo Ustavno sodišče o tem lahko odločalo. Mi smo zainteresirani, da bi bila ta odločitev čim hitrejša. Ja. Še komentar, prosim, na vztrajnost sindikatov pri referendumu. Torej, interes sindikata verjetno je, oziroma sindikat se je odločil za to pot, ta pot je povsem legitimna, mi mu jo ne osporavamo, moramo pa seveda preveriti, ali je z vidika varovanja ustavnih pravic posameznikov, zlasti socialne države, takšna odločitev in takšno odločanje smotrno. Hvala, gospod minister. Hvala vam. Še eno vprašanje? Še mogoče komentar, če bo referendum, komentar na besede sindikatov, če pade referendum, naj pade tudi vlada. No, o tem se bo odločalo vsekakor po referendumu. Jaz mislim, da so taka vprašanja zaenkrat preuranjena. Hvala, gospod minister. Pomoč sosedska tudi za to ne bo dovoljena. V tem primeru, če bo nekdo pač imel svoje podjetje ali pa če bo delal na nepremičnini. Seveda ne. Če je nekdo, ki je profesionalno v nekem poslu in bi iz naslova te dejavnosti vršil sosedsko pomoč, seveda to ne bo dovoljeno, ker je to njegovo profesionalno področje. In vam more torej zaračunati in da izstaviti račun. Tako je. Kako bodo nadzirali to, da je nekdo nekomu plačal ali pa ni plačal? No, te skrivnosti vas bodo informirale potem lahko nadzorne službe, ko bomo pripravili tudi ustrezne dopolnilne pravilnike in pravila za to dejavnost. Gospod minister, lahko je še eno vprašanje? Ali zadnje? Ali lahko poveste, imate mogoče kakšne ocene, koliko bi s tem novim zakonom prispevali v pokojninsko blagajno z preprečevanjem dela na črno? Ja, glede ocene, glede obsega dela na črno so zelo različne. Govorilo se je in tudi sami smo povzemali, da gre lahko do 10 milijard prometa na račun dela na črno oziroma sive ekonomije v celoti, ker tukaj gre za širši pojem. Ustrezen delež tega prometa bi seveda se pokazal tudi pri plačilih prispevkov, če bi ta promet šel po legalnih kanalih. Se pravi, to je lahko zelo velik obseg. Nikjer v svetu niso uspeli sive ekonomije povsem ukiniti, če bi jo mi z tem zakonom, pa seveda tudi z drugimi ukrepi, ki morajo še biti pripravljeni, uspeli zmanjšati recimo za tretjino ali kaj podobnega, potem bi tudi to že lahko pomenilo kar znaten dohodek za vse javne blagajne. Če računamo, koliko bi bilo prispevkov plačanih, denimo od 3 milijard prometa ali BDP-ja. Zdaj pa res hvala, minister. Hvala in srečno vsem. Ja. Zdaj pa vabim predsednika vlade Boruta Pahorja, ki bo, kot smo napovedali v sklicu tiskovne konference, skozi pregled izvajanja izhodne strategije in skozi druge podatke podal oceno o učinkovitosti dela vlade v minulem letu in glede na to, da je vso leto pridno odgovarjal na vsa vaša vprašanja, včeraj imel tiskovno konferenco na aktualne teme, bi ga danes oprostili vprašanj in mu dovolili. Lep pozdrav, gospe in gospodje. Zaključujemo leto 2010. To je drugo leto, ko imam z kolegicami in kolegi v ministerski ekipi in privilegij in čast in odgovornost, da v skladu s pristojnostmi vlade vodim to državo skozi največjo gospodarsko krizo po drugi svetovni vojni. Rad bi povedal, da sem po 2 letih relativno zadovoljen z opravljenim, vendar bom zadovoljen takrat,
ko bodo z rezultati zadovoljeni tudi ljudje, za katere se trudimo. Ob tem bom nekaj osebnega rekel še ob koncu te tiskovne konference. Ker je po tradiciji tako, da ob koncu vsakega meseca pogledamo na semafor, naj to storimo za začetek tudi danes. Eden velikih problemov slovenske politike vse od leta 1990 naprej, jaz sem, kot veste, bil eden najmlajših delegatov Vučarjeve skupščine, potem ves ta čas v slovenski politiki in si to dovolim reči. En največjih problemov slovenske politike je bil, da je imela velike načrte in veliko obljube, dostikrat pa je pri tem tudi ostala. To se je lahko zgodilo, ker čas ni silil v to, da bi se tisto, kar je bilo obljubljeno in sklenjeno, tudi storilo. Zato sem v svojem slavnostnem govoru v Cankarjevem domu citiral dr. Kinga, ko sem govoril o potrebnosti reform, da sedaj vlada glede reform silovita nuja sedanjosti. Ni alternative. Ali gremo z reformami skozi krizo in zmagamo, ali pa bo Slovenija ostala povprečna ali morda celo podpovprečna država. To pa niso bile sanje naših ljudi pred 20 leti. Kot vidite na semaforju, manj kot leto dni potem, ko je slovenska vlada sprejela izhodno strategijo, je 2/3 od 27 zelo zahtevnih zakonov že uveljavljenih. Začeli so veljati. Kot vidite, se ostali procesirajo. Mislim, da je glede tega to eno bolj uspešnih let v slovenski politiki in da se s tem lahko pohvalimo. To so zakoni, ki so terjali veliko znanja, veliko dela. Mnogi zakoni so imeli tudi, če ne strinjanje, pa vsaj razumevanje socialnih partnerjev, nekaterim pa so tudi ostro nasprotovali, o tem bom rekel nekaj besed kasneje. 2/3 izhodne strategije, ki ima 3 stebre, podjetništvo in znanje za razvoj, varno prožnost in socialno kohezivnost in razvojno ter prometno in energetsko infrastrukturo, smo torej spravili v slabem letu dni pod streho. Tisto, kar se strokovno reče implementacijski deficit in je bilo res značilno za slovensko politiko, je, ker smo bili praktično postavljeni pred zid, da to storimo ali propademo, da smo v tem uspeli. Rad bi skupaj z vami, potem ko smo se na hitro sprehodili skozi semafor, pogledal pregled nekaterih gospodarskih kazalcev leto dni po koncu najbolj hude recesije v Sloveniji in v moderni ekonomiji oziroma v modernem svetu globalne ekonomije, zato da bi pokazal, da bi našim ljudem povedal, da jih s tem ne silim v optimizem, da jim samo rečem, da so razlogi zanj. Rad bi šel skozi nekaj rezultatov, ki kažejo, kako Slovenija okreva. Hočem povedati, da ukrepi, ki smo jih spremljali, to seveda niso edini, tudi mnogi drugi, iz najhujše, iz dna krize, Slovenijo danes varno, sicer postopoma, a zanesljivo vodimo na pot okrevanja. Meni je bilo malo prej rečeno, da je eden od vodilnih politikov Evropske unije zadnjič pokazal 3 skupine držav v Evropski uniji po dinamičnosti izhoda iz krize in jaz sem zelo zadovoljen, da prihajam iz države, ki je umeščena v prvo skupino. V tisto, ki potem, ko pogledate suma sumarum vse kazalce, ne samo te, skozi katere se bomo mi danes nekoliko prebili, pokaže, da smo na pravi poti. Ampak na koncu, kot sem rekel, bom rekel nekaj osebnega, kar bo
skozi moje oči pojasnilo, zakaj kljub temu, da Slovenija po mnenju domačih institucij, Umarja in drugih in tujih, dobro prebija obroč krize, vendar vlada neka precej zadržana atmosfera glede optimizma za prihodnje. Poglejmo najprej podatke o gospodarski aktivnosti. Bruto domači proizvod je bil lani minus 8,1. To morate videti zlasti, to je edini podatek, ki ga bom dal v razmerju do leta prej, glede na leto 2008. Mi smo leto 2008, kot veste, začeli zelo visoko, skoraj na 7%. Ga potem seveda proti koncu leta 2008, to so bili znaki leta 2008, da se kriza začenja, vendar se nekako ni želelo opaziti tega. So bili 3,7% pozitivne gospodarske rasti. Potem pa pazite, minus 8,1, dno krize, zares hude razmere. In danes, leto dni kasneje, imamo pozitivno gospodarsko rast okrog 1%. Ni visoka gospodarska rast, vendar je pozitivna in obeta, tudi to je edini podatek, ki ga bom povedal za naprej, da utegne biti ob teh razmerah, kolikor je mogoče predvideti situacijo, 2,5%. V 2011. V 2011. Tisto, kar me nekoliko zaskrbljuje, je samo to, da v tem primeru potem moramo držati obljubo sindikatom javnega sektorja in izpolniti kolektivno pogodbo, tako kot je bilo dogovorjeno. To pravim zato, ker je eden od problemov, ki jih ima Slovenija, po mnenju mednarodnih institucij, ki ocenjujejo našo bonitetno oceno, enega smo rešili, če bo uspel tudi referendum, to je pokojninska reforma, dolgoročno, kratkoročno pa je visok strošek delovne sile. In glede tega mogoče še kasneje beseda. Naprej, to je, upam, tudi za tiste, ki se na gospodarstvo in ekonomijo posebej ne spoznajo, vendar obetaven podatek. Iz minus 8,1 smo v letu dni prišli na pozitivno gospodarsko rast okrog 1%. Naprej, industrijska proizvodnja. Če je bila ta leta 2008 dober 1,5%, je bila lansko leto skoraj 20% nižja. Za 1/5 se je znižala v enem letu dni. In kakšni so obeti za letošnje leto? Okrog 6,5%. Lani minus 18,9, letos po napovedi 6,6. Poglejmo realno rast izvoza blaga in storitev. V lanskem letu minus 17,7. Letos po napovedi, ki bo verjetno zdržala, 7%. Realna rast uvoza blaga in storitev v procentih, minus 19,7, 2,9, napoved za letos 5,6. Kot sem lani dejal, sem si želel, da bi anketno stopnjo brezposelnosti, se spomnite tiskovne konference pred letom dni, mislim, da je šlo tudi za državno proslavo ob dnevu samostojnosti, zadržali pod 7,5%. Kakšna je danes stopnja brezposelnosti? 7,2%. Deloma narašča zaradi pokojninske reforme, pričakovanja in učinkov ter sezonskega učinka ter čiščenja slovenskega gospodarstva zaradi krize v edinem sektorju, ki dejansko beleži padec aktivnosti, to je v gradbeništvu. Kljub temu smo država med 5, 4. po vrsti, ki ima najnižjo stopnjo brezposelnosti. Tisto, na kar moramo biti pozorni, je inflacija.
Inflacija je bila lani pod 1% in se zdaj giblje proti 2%, tako da se o tem posvetujem z pristojnimi ministri, da nam ta podatek ne bi ušel iz nadzora. Leto 2009 in leto 2010 je zlasti 2009, toda tudi 2010, ko so se kazalci že obrnili navzgor, zlasti v tretjem četrtletju, je povprečna slovenska družina čutila krizo manj, kot je bila ta realna. Zaradi ukrepov vlade. Mi smo v teh 2 letih za 44% povečali socialne transferje in druge oblike socialne pomoči, da smo ublažili padec življenjskega standarda ljudi in ohranili socialno povezanost družbe. Veste, da je bil pred časom v Cankarjevem domu Nobelov nagrajenec. Ko so ga vprašali, če parafriziram, kaj pravzaprav svetuje v teh razmerah, je rekel, na koncu vseh koncev so vlade odgovorne, da pazijo na standard ljudi, tudi v težkih razmerah. Da se ta drastično ne zniža, čeprav pride do tako hudih razmer, kot so ciklične gospodarske krize, največja po drugi svetovni vojni v letu 2009 in 2010. In to je slovenska vlada storila. Na koncu se mi zdi pomembno, da se v vsem tem času ni zvišalo število ljudi, ki so padili pod prag stopnje revščine. Mi imamo ljudi, ki težko živijo. Zelo veliko ljudi se zelo težko prebija iz meseca v mesec. Mi bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo najbolj siromašnemu sloju ljudi, ne bo kakršenkoli razlog za njihovo siromaštvo, pomagali. To je socialna in solidarna država. Hkrati pa bomo, to je pa zdaj napoved, v letu 2011 in 2012 dali prednost 4 ali 5 projektom, ki bodo bistveno povečali konkurenčnost slovenske ekonomije. In zdaj bi rad tukaj, ker te projekte poznate, gre za spremembe na trgu dela, zlasti za dinamiziranje trga dela, gre za vprašanje omejitve stroška delovne sile, gre za omejitev stroška države, se pravi za pocenitev države, ne samo javne uprave, ampak mislim sektore države v širšem smislu, gre za zdravstveno reformo in tako naprej. Te prioritete bomo skupaj z ministrskim zborom in z vrhom koalicije dorekli v prvi polovici januarja. Mi imamo približno, to smo že danes ugotovili v eni neformalni debati ob 8. točki dnevnega reda, mi imamo zelo soroden pogled na to, kaj treba storiti. Treba je zdaj ugotoviti samo, kako procesirati to odločitev, da bomo tudi uspeli. Naj se za hipec vrnem na leto 2010. Na začetku leta sem povedal, zdelo se je skoraj da nemogoče, da bomo odprli fronto v celoti. In malo kdo med vami je brško ne verjel, da bomo od decembra istega leta lahko pokazali ta uspeh. Izplačalo se je biti pogumen in odpreti fronto v celoti. V letu 2010 bi radi fokusirali, kot sem prej povedal, naše aktivnosti na povečanje konkurenčnosti, seveda na to, da zadržimo socialno povezanost, moramo pa vedeti eno stvar. Vlada je pripravljena in želi prevzeti odgovornost za te odločitve na svoje ramena. Skupaj s politično večino v parlamentu, ker je za to dobila mandat leta 2008. Mi ne želimo prelagati bremena teh odločitev na ramena ljudi. Seveda pa imajo v skladu z ustavo pravico
da če zberejo podpise ali na drug način izpolnijo pogoje za referendum, referendum tudi izpolnijo. In tukaj vam bi rad povedal znova, kot politik, ki je ves čas samostojne Slovenije tako ali drugače aktivno udeležen, naslednjo izkušnjo, ki jo vi prav dobro poznate. Kadarkoli, ne glede na popularnost vlad, kadarkoli so ljudje odločali o tem, da si bodisi z referendumom povečajo obseg pravic, recimo pri telekomunikacijah, ali pa večinoma zmanjšajo obseg pravic, ni bilo dvoma, kakšen bo izid referenduma. Ljudje so seveda glasovali, to je čisto človeško, v svojo korist. Zakaj to pravim? Vlada bo pripravila, in je že, ne samo pokojninsko, ampak tudi druge reforme. Mi se bomo posvetovali z delodajalci in sindikati. Tako kot letos bomo poskušali voditi socialni dialog v dobri veri, da pridemo morda tudi do skupnih rešitev. Vendar se prav lahko zgodi, da ne bomo prišli do skupnih rešitev. In zdaj se zastavlja ključno vprašanje. Ali bodo vsakič, ko bo ena skupina ljudi, taka, ki bo izpolnila ustavne pogoje za razpis referenduma, protestirala proti odločitvi vlade, ki je sicer neizogibna, če hočemo doseči naše razvojne cilje, razpisala referendum in pravzaprav počasja zanesljivo v kolesje potrebnih reform nametala dovolj peska, da se bo to kolesje reform zaustavilo. To, gospe in gospodje, ni problem samo vlade, ki jo vodim jaz. To je problem v prihodnosti sleherne vlade. Eno je, če imate obdobje konjunkture ali običajnih gospodarskih razmer. Ali potem pade en referendum o termoelektrarni ali ne, ni zelo bistveno. Če pa imate obdobje gospodarske krize, ko gre za to, da se uvrstite v valutno, gospodarsko in politično skupino najbolj prosperitetnih držav v Evropi, potem pa je uspeh sleherne reforme pogoj za to. In če bi te reforme začele na referendumih padati, potem se bo kolesje ustavilo ne samo tej vladi, ampak tudi naslednji. Zato sem danes predlagal, da se ambiciozno nadaljuje za razmišljanje, posveti in končno odločitvijo o referendumski zakonodaji. Jaz vem, da bodo odločitve naletele na hud odpor, češ da poskuša oblast, da bi dosegla svoje cilje, za vsako ceno omejiti demokracijo. Ta argument poslušam 20 let. Naj bom v koaliciji ali opoziciji. Naj vam povem, da tudi takrat, ko sem bil predsednik opozicijske stranke, nisem bil nenaklonjen temu, da spremenimo referendumsko zakonodajo. Referendumi morajo biti legitimni. Poglejte, koliko ljudi se udeležuje referendumov in kaj ljudje, zlasti tisti, ki ne gredo na referendum, pravijo o smiselnosti referendumov. Da politika beži od odgovornosti in prelaga na njihova ramena to, kar bi morala sama odločati, se je ne nazadnje zato tudi izvoljena. Mi ne želimo prelagati bremena odgovornosti za težke, nepopularne, a neizogibne ukrepe na ramena ljudi. To je naša odgovornost in za njo bomo plačali svojo ceno na naslednjih volitvah. Ampak do takrat bomo opravili tisto, kar je potrebno opraviti. Tudi danes, ko sem se posvetoval z ministrskim zborom, sem videl enako odločnost ministric in ministrov, da v tem mandatu opravimo tisto, kar je prav. Ker nam pravzaprav kaj drugega niti ne preostane. In zdaj proti koncu. Tukaj sem tudi nekoliko poznavalca in rad pobrskam po stvareh, ki me strokovno intrigirajo. Poskušal sem ugotoviti, kako je s popularnostjo vlad in voditeljev po svetu, v tem modernem delu sveta, ki se sooča s krizo. Tudi tisti,
ki so na začetku, da ne bom omenjal imen, ogromno investirali v PR in poskušali pravzaprav iz svoje politike, celo iz osebnosti voditelja narediti brand, so pokleknili. Surovost realnosti je pokopala PR. Jaz sem to vedel prvi dan. Jaz sem vedel to zato, ker sem bil nekaj let najbolj popularen politik. Zato ni treba veliko. Ni treba, da imate kakšno posebno odgovornost in rečete samo tisto in takrat, kar je všečno ljudem. Povsem druga stvar je, ko imate odgovornost in ko morate sprejemati težke odločitve. Takrat pa zlasti v tako težkih časih PR, prikaz drugačne resničnosti od tiste, ki jo doživljajo ljudi, ne more nadomestiti tega, kar ljudje dejansko menijo. In kot sem rekel, če mi kdo reče, da je dejansko bolje, kot se zdi, mu odgovarjam, da bo dobro še takrat, ko se bo tudi zdelo, da je dobro. In zdaj bom na koncu končal, ne samo z novoletnim voščilom vsem vam, ampak z neko osebno pripovedjo. Kot otrok sem moji mami velikokrat zameril, ker me ni pohvalila takrat, ko sem mislil, da sem naredil kaj dobrega. Potem sem mi, ko sem zbral nekoliko poguma, to tudi rekel. In je rekel, Borut, to, kar narediš dobrega, je samoumevno. Nimava časa, da se hvaliva. Če se hočeva prebiti skozi življenje, se morava pogovoriti o problemih in o tem, kako jih bova rešila. Nisi rojen ne slaven, ne bogat. In če se boš hotel prebiti skozi življenje, se boš mogel ukvarjati s problemi in s kritikami in iskati rešitve za tisto, kar je slabo, ker tisto, kar boš rešil, je dobro. Zakaj to pravim? Zato, ker mislim, da optimizma pri naših ljudeh ni mogoče zapovedati, ta bo prišel samo od sebe. Samozavest, ki jo ta žilav narod ima, bo prišla tisti hip, ko bo večina ljudi menila, da smo dejansko obrnili kolo usode v soočanju s krize dokončno na pravo pot in da lahko zanesljivo vedo, da smo premagali, bom rekel, tega zmaja in pošast. Vedo, da tisto, kar vlada naredi dobro, je samoumevno. In da je treba vlado kritizirati in biti kritičen do nje za vse tisto, kar dela slabo. Tako da sem na koncu hvaležen svoji mami, da me je tako vzgojila, ker samo tako lahko nekdo vodi vlado v času, ko skupaj z ministricami in ministri s politično večino da vse od sebe, se trudi, meni, da dostikrat naredi tudi kaj dobrega, pa ni opaženo. To je v naši naravi. To je v naravi tega majhnega žilavega naroda. Če se je hotel prebiti skozi stoletja težkih preizkušenj, je mogel vse, kar je bilo dobro, imati samoumevno in se je mogel soočiti s tistim, kar je bil njegov problem. In tako je tudi danes. In s to mislijo, da so naši ljudje zreli in da bodo sami presodili, kdaj je čas za to, da to samozavest in optimizem morda pokažejo v enaki meri, kot bi si sem in tja želeli mi, da bi dobili neke njihove spodbude. Na to se zanašam, ker taki smo. Vsem njim želim, da bi se jim izpolnile kakšne skrite želje, vsem vam in vsem nam, da bi bili srečni in da bi, ko bomo delali inventuro leta 2011, lahko ugotovili, da smo šli še korak dlje v tisto prihodnost, ki so jo bili sanjali ali smo jo bili sanjali pred 20 leti, ko smo ustanovili to državo.
srečno v novem letu. Hvala, predsednik. Hvala tudi vam za obisk in se vidimo čez en teden v novem letu. Pot nadaljujemo po poti, ki je predsednik začrtal. Hvala lepa še enkrat. Ni bilo vprašanje, ali kaj? Lepo začrtal. Samo odpustite.